Lepo pozdravljeni. Trajnostnega razvoja ni brez trajnostnega komuniciranja. Ampak kaj je trajnostno komuniciranje? Poglejmo nekaj vidikov. Trajnostno komuniciranje se odvija na več ravneh. Pomembno je, da se zavedamo vseh treh najpomembnejših ravni. Prva raven se dogaja znotraj nas samih, torej govorimo o znotraj osebnostnih trajnostnih komunikacijah. Seveda, medosebno komuniciranje je najprej na medosebnem dialoškem nivoju in potem seveda komuniciramo na ravni tako imenovane večdeležniške komunikacije. Kakšna je trajnostna komunikacija? Zmeraj je resnicoljubna, iskrena, vključujoča, usmerjena, torej ni razpršena, je dolgoročna, stremimo k dolgoročnim ciljem in na njej so stopinje življenja. Torej, kakor prikazuje ta fotografija, s trajnostnim komuniciranjem pravzaprav dolgoročno gradimo življenje, gradimo dobro, gradimo torej na dolgi rok in s tem zmanjšujemo slabo. Zelo pomembno je torej, katere teme lahko vključujemo v tako imenovano trajnostno komuniciranje. Nekaj tem se zdi takšnih, kakor so že, da bi bile buzzword, ampak trajnostno komuniciranje je mnogo širše. Vključuje vse teme, ki so povezane z osebno dobrobitjo, medosebnih odnosov in seveda dobro družbe kot celote. Pomembno je, da s trajnostnim komuniciranjem nenehno stremimo k ravnovesju in k razvoju. Po eni strani si torej prizadevamo za družbeno prosperiteto. To so vsebine, kot so enake priložnosti za vse, vključenost vseh deležnikov, ne glede na raznovrstnost interesov. To so komunikacije, ki poudarjajo osebno in družbeno integriteto, odgovornost, hkrati pa posameznike opolnomočijo za njihovo osebno zgodbo. Z temi komunikacijami stremimo k solidarnosti in odpiramo druga področja, ki so zelo pomembna za grajenje družbene prosperitete. Potem je seveda vidik, s katerim zmanjšujemo vplive na okolje, na naravno okolje in okolje rehabilitiramo. Seveda tu so številne raznovrstne velike teme. Ena takih je seveda v zadnjem času še posebej poudarjena dekarbonizacija ali razogljičenje in znotraj te velike teme so seveda obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije ali lahko govorimo o tako imenovani zeleni energiji, o trajnostni mobilnosti in seveda številne komplementarne teme. Po drugi strani seveda govorimo o velikih temah, kot je krožno gospodarstvo in znotraj tega zmanjševanje rabe na začetku, primarni, potem je seveda ravnanje z odpadki, ponovna raba, prehrambena vzdržnost ali trajnost, biodiverziteta, seveda številne druge s tem povezane teme. Zelo pomembno je pa tudi, da razmišljamo o trajnostnem komuniciranju tudi blagovnih znamk, tako korporativnih, kakor tudi izdelčnih oziroma storitvenih. Pri vseh teh komunikacijah je zelo pomembno, da si prizadevamo za kar najvišjo stopnjo vključenosti vseh deležnikov, torej da ne gre za enostransko komunikacijo, ampak gre za participacijo. Še veliko drugih vidikov je, ki jih bomo odpirali v nadaljevanju. Zato vas vabimo, da nam sledite na tudi drugih video vsebinah na našem kanalu Zelena Slovenija, www.zelenaslovenija.si. Zelo veseli bomo vaših kontaktov na našem elektronskem naslovu ali nas obiščete na našem YouTube kanalu Fit Media ali prebrskate naše druge vsebine Akademije Zelene Slovenije ali širše Zelene Slovenije na spletni strani. Lepo pozdravljeni!